Ja, zelo je bilo fino, zelo veliko je informacij, sicer nažalost malo kratko. Res je bilo ful fajn, pač dal mi je ful uporabnih nasvetov, tako da vsaka čast Nikoli in pač temu centru za kreativnost, ki to organizira, pač res hudo. Nasveti so bili v redu, nisem pričakoval, da se bo na hip-hop spoznal, pa na to, kaj je delal. Glavno sporočilo je bilo prenešeno. Prijetno presenečenje. Kar počne, kar mi je predstavil, se mi zdi ful dobro. Pričakoval sem, da mi bo v bistvu Nikola povedal realno CKH. Tu je za popraviti, tu je za spremeniti, tukaj je potencial, na to moraš bolj se osredotočiti na te stvari. Nisem bil ravno pričakoval, da bom dobil neke usmeritve. In v bistvu dobil sem tisto, kar sem pričakoval na koncu. Zdi se mi, da mi je dosti pametno povedal, kaj pa kako naprej. Da me opomne na stvari, na kjer bi mogel se osredotočiti. V bistvu sem dobil tisto, kar sem prišel. To je to, mislim, take stvari se ne dajo zmeniti niti v 2 urah, pač nič ne bi več profitiral. Super je. Bil sem že na 2, ne sicer delavnicah, na predavanjih Nikole in človek ve, zakaj se gre. Bude super. Izpostaviti svojo podobo. Jaz recimo rišem stripe in to mi je bolj pomemben od tega, kako izgledam. Gospod Nikola mi je pa dal kompliment, da zelo lepo izgledam in da naj to postavimo v spredje. Ja, naprimer, da naj več pesmi pišem v slovenščini, ker trenutno imam večino pesmi v angleščini in slovenske pesmi se bodo tudi bolj obnesle na slovenski sceni. Če hočeš sodelovati s temi ljudmi, ni važno samo, kaj delaš kot glasbo, ampak tudi kako se ti zapomne, kaj si naredil, da se ti zapomne. Pač ne moram zdaj vse iztati, ne. Da je skrajni čas, da greš iz nekih bendov v neke svoje vode, če te to vleče. Da naj gremo čim prej v tujino. Da smo zelo ustvarjalni in smo zelo dobro podkovani v glasbi, imamo zelo dobre umetnike svetovnega ranga. Problem žepne državice je, da ekonomski trg tega ne vzdrži. Veliko je šunda, ki distorзira celotno sliko in popači tisto, kar je res dobrega. Ja, mislim, ni networking, ni založbe, ne funkcionira oziroma je vse skupaj pač tak, ne veš, pri čem si. Premalo povezovanja, preveč klanov, brez veze. To je bila bolj bogata, bolj kreativna. Pač vsaj za moj okus. Več bi mogli biti te interakcije med glasbeniki, ne? Premalo nekih novih stvari, nekih svežih, kreativnih. Ampak nič narobe, slovenske glasbene scene. Mogoče res povem, da naj bendi malo preveč pričakujemo, da bi mogli dobiti neko pomoč ali karkoli. Sam je treba v bistvu narediti in si zaslužiti. Že vrsto let namreč pridigam o bolezni, ki razsaja med slovenskimi glasbeniki in pravi približno takole. 5 dni na teden bom hodil na šiht, zato da lahko v petek zvečer in v soboto popoldan s svojimi prijatelji v svojem bendu izživim samega sebe. Torej, tele današnji so bili precej bolj našpolni in precej bolj se zavedajo resnosti situacije in nujnosti za postavitev novih okvirov, ne samo za vsebino, temveč tudi za način trženja glasbe in samega sebe.